Spoštovane, spoštovani, prisrčen pozdrav tudi iz sončnih Domžal. Pred nami je druga tekma 35. kroga v prvi ligi Telemach. Bolj ali manj smo vedeli, da bo zelo pomembna, toda zdaj je še nekoliko bolj. Razlog je seveda to, kar se je zgodilo slabe pol ure nazaj v Rogaški Slatini. Močno se je zapletlo v boju za obstanek. Aluminij je namreč kar 4-1 v gosteh slavil proti Rogaški. Perc, Husmani, Tolič, proti hitremu Percu, je tu zlahka prišel do žoge, predložek Perca, priložnosti, gol! Daniel Šturm, končno se je tudi on upisal med strelce, dolgo so ga čakali Domžalčani, to pomlad, blestel je v jesenskem delu prvenstva, no, zdaj pa vendarle Daniel Šturm, 1-0, 11. minuta teče ob Kamniški Bistrici, Radomljani zdaj v še večjih težavah. Po časnem posnetku bomo še enkrat videli, ali je po podaji Perca dejansko Šturm žogo preusmeril. Tule se sicer Vinčič ni oglasil, proti napad iz vrat pravočasno. Tratnik, ki pa je zadev Perca, vrata Domžalčanov so prazna, toda Offenbacher prvi pri žogi odbil je proti sredini igrišča. Markovič ponovno, predložek Markoviča, prišel je Gnjatič, Davidovič, zdaj priložnost, ki jo ima Nlandu in 1-1. Darli Nlandu, vračajo se Mlinarji. 35. minuta, izid je izenačen. Prvi gol Kongovca v letošnji sezoni in izbral je res dober trenutek. Tratnik je tule prenene ofsajda, niti slučajno ni bilo. Jan Džapo je bil tisti, ki je močno zamudil. Jezikav je Offenbacher si prislužil potem rumeni karton in zanje prvenstvo končano. Dobrovoljc pa zdaj celo v vratnico, ne vem, kaj je tu čakal Tratnik. Proti napad Domžalčanov, Šturm, še vedno strel Šturma, blokiral je Korun. Potem Gnjatič, pa Krolo. Radomljani prevzemajo pobudo. Krolo, dobra žoga, da Krus ima priložnost in brani Tratnik. Stuparevič direktno na vrata, teda po sredini in zanesljiv je bil Emil Velič. Tole ni slab predložek, Dobrovoljc strelja. Matej Podlogar, zadnja domača tekma, rezultat 1-1 proti Radomljam. Bolje ste začeli tekmo, odprli ste jo z zadetkom, potem pa je nekako Radomlje so bile tiste, ki so imeli nekaj več priložnosti in na koncu rezultat 1-1. Ste zadovoljni s tem? Do 20 minut smo igrali zelo dobro, potem pa smo malo zmanjkali energije, mogoče neke želje za naprej, da bi lahko še kakšen gol dal več. In ja, od te 20 minute naprej smo bili tukaj nekje obe ekipi, tako da na koncu pa sem zaslužen delitev točko. Čaka vas samo še ena tekma proti Aluminiju, kako podobna kot današnja tekma, torej nasprotnik se bori krčevito za obstanek, vi pa nekako samo končujete sezono, kako se lotiti Aluminija oziroma kako voditi v Kidričevo. Sigurno hočemo zgledati dobro, tako da mi se bomo pripravili, ne bomo gledali na druge ekipe proti komu igramo, tako kot smo že prej govorili, mi imamo svojo zgodbo in tega se držimo.
Že pred tekmo ste omenili Zenija Hosmalija, ki se je na lep način poslovil od domžalskega dresa. Morda z vaše strani bili ste njegov soigralec, sedaj njegov trener na koncu na nekaj tekmah. Kako bi opisali najprej vajen odnos z Zenijem? Najin odnos je bil zmeraj dober, zelo dober, že od prvega dneva, ko sem prišel sem. On je bil že pred mano tukaj, tako da to traja zdaj že 10 let plus. In sigurno je, on je en igralec, ki je za vzor mladim, lahko si ga vzamejo vsi. Nam, ki smo z njim igrali, je bilo zmeraj lepo, fajn, bil je borc, nepopustljiv, zelo dober človek, tako da jaz sem že prej rekel, pa še enkrat Zeni, hvala za vse. Dejran Slavic, takole tekma proti Domžalam, končala se je z rezultatom 1-1. Začetek nekoliko slabši za vas, ko se mi zdi, da ste kar tekali oziroma ste lovili žogo, potem pa se vse skupaj do konca prvega polčasa se vse skupaj uredilo, zadeli ste in na koncu prišli do točke. Je to, kar smo na koncu videli, je to realen rezultat? Pa ja, standardno. Spet smo prišli do zaostanek, ampak ja, odreagirali dobro. Želeli smo zmagati, to je vse, kar lahko povem. Cilj ni dosežen, ampak se je pač predstavilo vse v zadnjo kolo, ki pa res bo finale od finala in ja, mi bomo dali vse, da zmagamo in potrdimo nekatere stvari. Če pogledamo drugi polčas, ste bili boljši, ste bili uspešnejši, ampak žoga ni želela v gol. Kako ste vi zadovoljni s tem drugim polčasom? Pa dobro, želja, pristop igralcev je bil korekten. Dali so vse od sebe, nismo pač zabili, tega smo si želeli. Zadovoljen sem z načinom, ampak pač samo z rezultatom ne. Dejali ste, zadnja tekma na vse ali nič, igrate proti Celju, ki je že prejšnji krog odločil zmagovalca, torej za Celje ne bo to tekmovalna tekma, tudi sedaj imajo krog pred koncem, torej imajo večje slavje, verjetno ne bodo pretirano motivirani. Je to verjetno morda še za vas kanček dodatne motivacije oziroma možnosti, da zmagate? Pa dobro, zdaj kdo bo ostal v drugo soboto pred nam, čisto vseeno, ker mi moramo zmagati in to je cilj, premagamo lahko vsakega, to se zavedamo in želim si, da se res ene stvari vrnejo, pa če pa zadnja tekma, potem zadnja tekma. Luka Topalović, rezultat na lokalnem derbiju 1-1. Če gledamo celotno srečanje, vi ste bolje začeli, na to so bili Radomljani morda za odtenek boljši v drugem polčasu. Kako ste vi videli to tekmo? Ja, mislim, da smo tekmo zelo dobro odprli z zadetkom. Prvih 20 minut je bilo odličnih, potem pa nek nespameten padec v igri in takoj so nas kaznovali. S tem smo drugi polčas šli v igro, da zabijemo drugi gol in tretji, ampak nažalost se ni šlo in končni rezultat je 1-1. Čaka vas samo še ena tekma v prvenstvu, ki je za vas iz tekmovalnega vidika končano. Kako se vi kot mlad igralec motivirate oziroma pripravite na takšno tekmo? Ja, posebej mi mladi igralci v klubu, nas je zelo veliko, se hočemo vsako tekmo dokazati, nam je to čas, da igramo prvo ligo in vsako tekmo gremo na polno, kot da je zadnja in to je to. Danes se je od Domžal nekako poslovil Zenij Hosmani. Vi ste, kot ste dejali, mlad igralec, niste veliko časa igrali z njim, ampak vseeno ste si ustvarili mnenje o Zeniju. Kakšno je? Ja, že od začetka, ko sem tukaj pri članih, mi Zenij zelo veliko pomaga, sem mu zato zelo hvaležen, da mi je pomagal. Mi daje uporabne nasvete in mislim, da ima za sabo zelo lepo kariero in mislim, da je top. Uroš Korunen, takole po tekmi proti Domžalam, rezultat 1-1. Trener je dejal, da je delno zadovoljen, verjetno bi bile seveda 3 točke bolje, predvsem glede na to, v kakšnem položaju ste, ampak na koncu, če gledamo celotno tekmo iz nevtralnih oči, je to verjetno rezultat, ki je realen. Mislim, zdaj mogoče je realen, ampak sigurno je bila želja 3 točke. Vedeli smo rezultat pred tekmo iz prejšnje tekme med Aluminijem in Rogaško, tako da smo seveda šli na 3 točke. Zdaj nekako se ponavljajo iste stvari skozi celo sezono, neka napaka, dobimo gol, potem ga sicer damo, ampak zelo težko smo efikasni v napadu in tudi to se je danes pokazalo. Drugi polčas smo imeli inicijativo, ampak nekako nismo mogli priti do gola. Tako da pač remi, imamo še eno tekmo, zelo pomembno, vemo kaj prinaša, tako da na vse ali nič.
Kako razmišljate sedaj vi kot izkušen igralec? Veste, igrate proti Celju, ko si že prvak, ko je to zadnja tekma, ko veš, da si naredil vse, za vas je pa to bistveno bolj tekmovalna tekma. Kako mislite, da bo potekala ta tekma proti Celju? Vse nekako si razbremenjen, je seveda vedno lažje. Ti, ko imaš nek cilj, nekaj, kar moraš, seveda bo nam težje, ampak liga je takšna, da vsak lahko premaga vsakega. Seveda igramo doma, upamo na pozitiven rezultat, vsekakor gremo optimistično, ker če ne gremo optimistično tekmo, se sploh ne splaša, da igramo. Tako da vsekakor na 3 točke, pa potem da vidimo, kaj bo. Samo tole še danes se je od domžalskega občinstva poslovil Zeni Osmani. V kakšnem spominu bo ostal vam? Ja, Zeni je bil tudi moj soigralec, izjemno dober človek, super igralec, res lahko povem vse najlepše o njem, tako da res pustil en velik pečat tule v Domžalah, dolgo let je bil tu in pogrešali ga bomo v ligi.